tožilstvu smo se danes odločili, da se odzovemo na javne izjave in zlorabe tožilstva v zvezi z domnevnim prirejanjem arhivskega gradiva. V javnosti so bile danes komentirane nekateri naši odgovori in pojasnila, ki smo jih podali v zvezi s tem na zahtevo ministra. Namreč prejšnji teden, pozno zvečer v petek, je bilo postavljeno vprašanje, ali je Okrožno državno tožilstvo v Ljubljani ravnalo v skladu s svojimi pristojnostmi in dejanskim stanjem ter zahtevalo kazensko preiskavo zoper Janeza Ivana Janšo in politično stranko SDS. Danes smo zaznali v medijih izjave, da je državno tožilstvo v zvezi s tem, Okrožno državno tožilstvo v Ljubljani, v zvezi s tem sprejelo odločitve, da jih je sprejelo na hitro, prehitro, neutemeljeno. Nič takega ne drži, iz nobenega od naših odgovorov ne izhaja kakršnakoli takšna trditev. Zato mi dovolite, da sem v zvezi s tem poslanskim vprašanjem, da vam povem, kaj sem v zvezi s tem poslanskim vprašanjem na zahtevo ministra pojasnila ministru. V zvezi z vprašanjem posredovanjem po elektronski pošti, glede poslanskega vprašanja Tadeja Slapnika vam sporočam, da smo preverili na Okrožnem državnem tožilstvu v Ljubljani, ali obravnavajo kazensko ovadbo v zvezi z morebitnimi sumi kaznivih dejanj povezanih z dokumenti, o katerih je postavljeno poslansko vprašanje. Na Okrožnem državnem tožilstvu v Ljubljani so nam pojasnili, da morebitne ovadbe strani policije do danes niso prejeli, ter da so se pri njih oglasili policisti zaradi posveta, ali so v tej situaciji podani sumi kaznivega dejanja. Državna tožilka je po predstavitvi zadeve s strani policije in na njihovo prošnjo podala strokovno mnenje, da znaki kaznivega dejanja po narejeni listi niso podani, da pa bo, in tudi to je zapisala državna tožilka, tožilska odločitev sprejeta, ko bo strani policije prejeto poročilo ali kazenska ovadba. Torej, preprosto gre za to, da je v okviru vsakodnevnega dela na prošnjo policije tožilka o predložitvi dokumentacije ocenila strokovno in povedala, da v tistem, kar je bilo prikazano, zaenkrat ne vidi sumov kaznivega dejanja. Torej, preprosto gre za situacijo, kjer je bilo podano strokovno mnenje na prošnjo policije po predložitvi listin. Povsem jasno je, da v zadevi še ni bilo odločeno, da bo o zadevi odločeno, ko bo državno tožilstvo v Ljubljani prejelo ali poročilo policije ali kazensko ovadbo poročile. To so preprosta dejstva. Torej, slišali smo, da je tožilstvo pokazalo neverjetno hitrost pri odločanju, jaz bi pa rekla nekaj drugega. Upokojeni državni tožilec je pokazal neverjetno hitrost pri podajanju negativnih mnenj, negativnih ocen tožilskega dela. Očitek bivšega tožilca, da s tem primerom ni mogoče opraviti z levo roko, vračam njemu. Dela tožilca na konkretni zadevi ni mogoče negativno ocenjevati z levo roko, brez poznavanja dejstev in dela, ki ga je državna tožilka do sedaj opravila, odločitve pa sploh še ni sprejela. Profesionalec, strokovnjak, človek z integriteto, takih ocen, ki so javne in na prvo žogo, prav gotovo ne daje. Tožilstvo nikomur ni sporočalo nikakršne odločitve v tej zadeve, zato ne vem, zakaj ponovno zloraba državnega tožilstva v tej smeri in zakaj ponovno pritiski na državnega tožilca, ki bo, če bo kazensko ovadbo prejel, seveda o tem tudi odločal. Še enkrat naj poudarim, na državnem tožilstvu ni dvojnih meril.
Pa veste, zakaj jih ni? Preprosto zato, ker odločamo na podlagi dejstev in zakona. Ne glede na to, ali je v politiki ali v kakšni drugi javnosti komu všeč. Ker če bi odločali na podlagi tega, kaj je kdaj komu všeč, seveda ni mogoče več imeti enotnega kriterija. Enotni kriterij je lahko samo takrat, ko odločaš na podlagi pristojnosti, zakona in ugotovljenih dejstev. Državni tožilci so tisti, ki odločajo, ali so sumi kaznivih dejanj ponarejanja listin ali pa katerega koli drugega dejanja podani. Državni tožilci so tisti, ki, če tako odločijo, zahtevajo uvedbo kazenskega postopka. Nihče nima pravice zaradi svojih drugačnih preferenc obtoževati državno tožilko, konkretno na ljubljanskem tožilstvu, in izžugati, da je neko odločitev sprejela prehitro, da je bila napačna, da jo je že sprejela. Morda še ena stvar, ker gre pa za stvar, ki je povezana s to zadevo, in gre za poslansko vprašanje istega poslanca, ki je bilo oziroma javno vprašanje, ki je bilo postavljeno meni osebno že pred tem v zvezi z morebitnim kaznivim dejanjem zoper čast in dobro ime predsednika države. Sama sem takrat poslancu odgovorila zgolj to, da so za morebitno odločanje o tovrstnih kaznivih dejanjih pristojni okrožni državni tožilci, da odločajo o tem na podlagi kazenske ovadbe ali pa kako drugače ugotovljenih sumov kaznivih dejanj, in pojasnila sem mu, kaj zakon pravi. Kdaj je, ne glede na konkretno situacijo, mogoče začeti uradni pregon v primeru ali sramotitve Republike Slovenije ali pa v primeru drugega kaznivega dejanja zoper čast in dobro ime. Šlo je zgolj za pojasnilo in za nič drugega, kaj zakon pravi. Tako da v povezavi s celotno zadevo tožilstvo opravlja svojo funkcijo tako, kot jo je dolžno opravljati, ne glede na vse morebitne drugačne preference, jo bo opravljalo še naprej, in moji kolegi na prvi stopnji imajo v zvezi s tem vso podporo, ne glede na to, kaj morda komu v političnem prostoru paše in kaj bi bilo kdaj komu všeč, da bi državni tožilci odločili. Tega pod mojim vodstvom preprosto ne bo in verjamem, da tudi kasneje, ko bo nekdo drug prevzel to funkcijo, tožilci pa bodo imeli pri tem vso mojo podporo. Toliko z moje strani.